Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v studiu Idrijskih novic. Danes v studiu gostimo enega in edinega Žigo Laknerja, ki nas že 18 let navdušuje s svojim edinstvenim talentom. Žiga, lepo pozdravljen. Živijo, lep pozdrav. Žiga, ko se spomnimo nazaj, se vsakdo spomni fanta na kolesu, ki je oponašal sireno po celi Idriji. Se je mogoče takrat porodila ideja, da bi pa enkrat lahko postal operni pevec? Mislim, osebno nisem nikoli niti razmišljal o tem. Mislim, da te v bistvu življenje vodi skozi to, tako da ne, absolutno ne, nikoli. Nikoli. Kdaj pa? Potem se je razvilo to zanimanje? Potem v bistvu proti koncu osnovnošolskih let, takrat se je enkrat razvilo neko zanimanje za to, ko smo v bistvu z predmetom glasbe smo šli v slovensko opero in v bistvu takrat se je začelo neko to zanimanje za petje, sploh klasične glasbe. In potem, kdaj se je v bistvu razvil, kdaj si ugotovil, da imaš take zmožnosti? Ugotovili smo v bistvu že pri samem, ko sem začel sam solo peti, prav solo sem začel tam nekje v 7. razredu in takrat se je nekako začelo vse to počasi razvijati, bi lahko rekel. Potem pa glasbena šola? Ja, hodil sem v bistvu v glasbeno šolo, profesor Citonila Pajna Brenčič, pol pa sem kasneje nadaljeval pri magistri Alenki Gotar, zdajle pa sem na Akademiji za glasbo v Ljubljani, pri profesorici Barbari Energič-Fürst. Aha, študiraš pa torej, kako vem? Klasično petje, v bistvu bariton in kontratenor. In kontratenor je tudi ta stvar, po kateri te pravzaprav poznamo. Ja, v bistvu sami začetki segajo v to, da sem v bistvu začel z kontratenorjem, pol pa v bistvu zraven sem ugotovil, da mi tudi nizka lega kar odgovarja, tako da v bistvu zraven kontratenorja študiram tudi bariton. Si se pa dvakrat tudi postavil na oder Slovenija ima talent, se tam poskusil in enkrat tudi prišel do finala. Ja, v bistvu leta 2013, takrat je bilo v bistvu to prelomno leto zame, bi lahko rekel. Takrat sem se v bistvu čist zaradi, kako bi rekel, heca prijavil na audicijo, sem rekel, pa probati ni greh, pa tudi če ta prvič ni šlo, ne. In v bistvu pol je ratalo, tako da je v bistvu tako pozitivno presenečenje, pa pozitivna izkušnja definitivno. In kako je stati na tem finalnem odru? Je bil to mogoče največji oder, kjer si do zdaj stal? Ja, bi lahko rekel, ja, da je bil največji. Je pa definitivno ogromno ljudi, ki skrbi za tebe, ogromen oder z ogromno lučmi, praktično se počutiš tako zelo majhen proti tistemu, na čemer stojiš in je definitivno te naredi, kako bi rekel, bolj odraslega pol taka izkušnja, bi lahko rekel, tako da neka zelo, zelo pozitivna izkušnja. In na koncu, ko razglasijo zmagovalca, kaj se je porajalo v tvoji glavi? Ja, mislim, definitivno to so taki, jaz bi rekel, to prije kar nek blackout, ko ti stojiš na takem odru, pa vse luči uprte v tebe, tako zelo napeto vzdušje, tako da po pravici povedano, jaz imam nek tak blackout, spomnim se prihoda na oder, od takrat naprej se ne spomnim nič več, a ne. Definitivno pa je bila konkurenca vedno dobra, tako da meni je bilo to, da sem prišel v finale več kot dovolj, bi lahko rekel. Torej, ni bilo kakšnega hudega razočaranja? Da bi se prav spomnil, ne, mislim, definitivno je fajn zmagati, normalno, da, ampak je pa vse glede se mi zdi dosti večja ta izkušnja, ki je doživiš čez celo to obdobje snemanja. In ko ravno govoriva o talentih, Slovenija ima talent. Žiga, tvoj talent je dokaj redek talent. To zmore le malo kdo. Mogoče veš, kakšna je statistika, koliko, mislim, da nekaj let nazaj je to zmogel en moški na 2 milijona ljudi približno. Ja, v bistvu
statistika ne bi bila nekaj takega še vedno, ampak je v bistvu tudi to, a ti ugotoviš, da imaš to, da ugotoviš, da imaš to možnost, in pa definitivno tudi, ali te to veseli, ne? To je zdaj tudi, lahko te to veseli, ne vem, čist druga smera, ne? Tako da to je tako zelo, bi rekel, na grobo rečeno. In če malo posplošim kar vprašanje, kdo sploh so kontratenori? Ja, v bistvu kontratenori so bili pevci, ki so v baroku naprimer peli ženske vloge, no, praktično. Takrat ženske niso nastopale, oziroma zaradi takratne politične, kako bi rekel, zaradi takratne politike, a ne, ženske niso nastopale in so v bistvu to upravljali fantje, ki so pač imeli to možnost, da so lahko visoko peli. In danes, kakšno je povpraševanje, torej v operi, za moške vloge kontratenorjev? Ja, definitivno povpraševanje je, a ne, v bistvu najbolj tujina, ker v bistvu si vsaka, bi rekel, lahko operna hiša želi, da je pač izvajana opera čim bolj, kar se da pristno, a ne, in tako, kot je bilo zapisano. Je pa definitivno tuji trg dosti večji, no, kakor v Sloveniji. Definitivno, ja. Kdaj pa bo prvi, tisti pravi čas za prvi nastop? Pravzaprav bi moral priti že letos, ampak je zaradi korona situacije smo pač morali to opero prestaviti, ki jo v bistvu delamo z Akademijo za glasbo. Tako da v bistvu je prestavljena na naslednje leto, to je opera Agrippina, Handelova opera, tako da jaz srčno upam, da bomo v drugih letih v bistvu lahko izvedli to premiero. Bo torej v Sloveniji. Tako. Kaj pa tujina? Te tujina kaj zanima? Definitivno me zanima, sicer zdaj glede na situacijo, ki pač je, ne moramo zdaj delati nekih hudih planov, tako da jaz pravim, da se bom prepustil toku, pa kakor bo šlo. Težko, res težko je zdaj v teh časih sploh delati kakršnekoli plane. Šola pa v teh časih poteka normalno? Praktično je bilo vse online do sredine februarja, nažalost, ampak pač situacija je taka, da ne moremo spreminjati. Zdaj pa v bistvu, po tem 11-dnevnem lockdownu, kakor so poimenovali, bomo s ponedeljkom spet začeli v živo. In ko smo ravno pri tej situaciji, v kateri se torej nahajamo, me zanima tudi v tvoj tradicionalni koncert. Tudi ta je decembra se ni zgodil. Kaj pa letos? So mogoče kakšni načrti vsaj za online koncert? Načeloma nekih načrtov razmišljal sem o tem, ampak bi rekel, da pol po nekem premisleku o online koncertu se mi zdi, da vseeno neki občutki in pa kot sam koncert online se ne poslužujem ravno tega. Definitivno je neka alternativa, ki smo jo odkrili zdaj v teh časih. Je pa absolutno tisti občutek, ko stojiš na odru pred tolikimi ljudmi, definitivno drugačen. Ja, in tudi za publiko predvidevam in tudi vem, da popolnoma druga zgodba. Kako pa se je celotna zgodba s tem tradicionalnim koncertom sploh začela? Ta zgodba se je pa začela, v bistvu se še zdaj zelo dobro spomnim, bili smo na morju v Izoli, čisto enodnevni izlet je bil s prijatelji, in v bistvu takrat je bila, kot bi rekel, nek hec, pa nared, enkrat zdaj koncert, pa sem bil, ne vem, če bi, a sploh mogoče to, definitivno pač nisem vedel, kakšna bo bila niti udeležba, ampak pozitivno presenečenje je potem pokazalo, to je bilo leta 2011, da je v bistvu vse kapacitete, ki smo jih postavili za koncert, so bile zapolnjene. Tako da v bistvu je bila to neka odskočna deska za organizacijo vseh koncertov in zdaj bi mogel biti lani 10. obletnica, tako da
žal zaradi korone spet ni bilo izvedljivo to, tako da jaz upam, da letos oziroma po moje zagotovo drugo leto pa ja. Odlično, se že veselimo. In če pomislimo za vseh teh 10 oziroma 9 koncertov za nazaj, prav vsak je bil res poln do zadnjega stola. In vstopnine pa nikoli ni bilo. Zakaj? Vse, kar se je dogajalo, so pokrili sponzorja. Je zelo velik finančni zalogaj. V bistvu vsaka stvar, ki ti je nekdo lahko, kako bi rekel, da je pač ni bilo potrebno plačati, je bilo dosti lažje. Tak koncert kar gre v par tisoč evrov in definitivno ni tako majhen finančni zalogaj. Tako da v bistvu jaz bi se zahvalil vsem sponzorjem, ki so do zdaj v bistvu bili, pa upam, da bomo naprej tudi lahko sodelovali naprej. Tako. In kaj je tisto, kar ljudi naredi tako zelo navdušene na tvojem koncertu? Praktično, če po pravici povem, ne bi vedel. Morda ta pristnost, mislim, jaz pravim, tak, kakor si v življenju moraš biti tudi na odru. In meni se zdi, da se počutimo tle, mislim, ko imam ta koncert, se v bistvu počutimo pol kot ena velika familija gor, ki se podpiramo, bi lahko rekel. In meni je res v bistvu krasen nastopati pred domačim občinstvom in z veseljem to delam. Odlično, in mi te radi poslušamo. Ampak da pa zdaj zamenjamo malo tematiko. Tebe v zadnjih letih, bomo kar rekli, skoraj da bolj pogosto videvamo na trasah in nekje po gorovjih, kakor pa na odrih. Kaj se je zgodilo? Ja, leto 2017, proti koncu leta, sem pač ugotovil, da je moja teža v bistvu zelo presegla to zdravo mejo. In je pač bilo treba potegniti neko črto in se nekako spraviti k športu, oziroma k malce bolj zdravemu življenju, sem jaz takrat rekel. In takrat sem jaz začel v bistvu tudi zelo na tedenski ravni bi lahko takrat za začetek rekel, se ukvarjati s športom, malo za zdravo prehrano, brati razne stvari, članke o temu. Pol jaz sem zmeri rekel, jaz ne bom nikoli tekel maratona, ne bom nikoli tekel kakršnikoli drugih stvari, to delam za sebe, ampak saj veš, kako se reče, zarečenega kruha se največ poje. Tako da praktično ja, zdaj pa tako kar na dnevni ravni se v bistvu ukvarjam športom in v bistvu v teh 3 letih sem izgubil 40 kg. 40 kg, ja. Čestitke, to je res hvale vredno. In me pa zanima, torej tek je tisto, ta šport, s katerim se ukvarjaš? Ja, v bistvu začel sem z nekim hribovstvom, hribolazenjem, malo okrog po okoliških hribih. Pol pa sem začel nekako teči na stezi, pa pol sem rekel, bom probal iti ven, pa čeprav nisem bil nikoli strašen ljubitelj teka. Pol pa se je nekako razvila neka želja po še več, kakor je ponavadi vedno. In zdaj smo tam, kjer smo. In pol sem začel iz traili, ko sem gledal, ne vem, Jana Božiča ali pa Anjo Deželak, ki so v bistvu pretekli, mislim, sploh za mene zaenkrat še nedosegljive cilje. V bistvu s tem sem se nekako navdušil, sem rekel, pa lahko probamo, sej probati ni greh, pravijo. Tako da v bistvu nekako tako sem pol. In potem ker sem začel s tem, sem pa ratal tudi ambasador HG Traila Idrija in Ride Lighta, tako da očitno se tudi malo v športni smeri odpira. Ampak, ko si rekel, da so to zate še nedosegljive ali nepredstavljive distance, pa vseeno niso tako daleč. Zasledila sem neko novico na Facebook profilu, pa mislim, da že veš, o kateri govorim. Torej, 50 kilometrov. Letos je nekako nek izziv, pač vsako leto se gremo na več. In letos je nekako izziv preteči to najdaljšo traso, približno 50 km na HG Trailu Idrija. Zdaj, tako kot sem zapisal, če bo uspel, bomo povedali, pa če pridem pa vse 4 skozi
cilj. Ampak vztrajnost je pa Ja. ena lepa vrlina. Definitivno. Torej, 50 km v tej smeri me zanima še, kje se sploh lahko pri nas trenira za 50 km razdaljo. Praktično, mislim, sama občina Idrija ima res izjemno veliko atributov, kar se tiče poti. Imamo veliko izhodišč za razne hribe, tako da jaz mislim, da tudi med samo korono oziroma prvim lockdownom smo tudi, po moje, bi rekel, Idrijčani odkrivali še kakšne nove stvari, tudi jaz sem jih, čisto po pravici povem, in lahko rečem, da tisti, ki bi rekel, da pa ne ve, kje bi v Idriji treniral, se je kar zlagal. Ja, bi se kar lahko strinjala s tem. Če lahko potegneva črto, to je malo drzno vprašanje. Glasba ali šport, kam bi se tehtnica nagnila? Jaz pravim 50-50, ne, zaradi tega, ker jaz osebno mislim, da mora biti tudi glasbenik dobro kondicijsko pripravljen. Sploh pa bi lahko rekel, kot za sebe, kot za pevca, lahko rečem, da je fajn, da je kondicijsko pripravljen. Definitivno. Imam pa tudi eno vprašanje z občinstva, ko so izvedeli, da prideš ti v studio. Jih je zanimalo nekaj glede tvojih fotografij iz tekov, torej teh treningov. Kdo posname te fotografije? Kako to izgleda? Ja, mislim, če gremo v skupini, definitivno slikamo en drugega normalno. Ne? Drugače pa imam tudi, malo smo se posodobili med korono, eno stojalo, ko praktično normalno stojalo, kakor ne vem, niti ne kot za fotoaparat, ker je manjše, ampak tako stojalo za telefon, je v bistvu po telefon postaviš sprožilci in to je to. Odlično, ker slike so res dobre, na profesionalnem nivoju praktično in tudi model je super. Hvala. Odlično. Lahko te pa zdaj vprašam še, kje se vidiš čez 10 let? Zelo težko vprašanje. Jaz upam, da bom čez 10 let se še lahko naprej ukvarjal z glasbo, da bom lahko še naprej poučeval, tako kot zdaj, pa upam, da bom lahko tudi še tako športno aktiven, kot sem bil do zdaj. Tako da, če bo vse tako, kot je zdaj, bo super. In tvoji kratkoročni cilji? Moji kratkoročni cilji zaenkrat so dokončati akademijo za glasbo, definitivno, in pa organizirati v bistvu naslednji koncert, ki bo lahko izvedljiv. To je nek kratkoročni cilj. Odlično, dobri cilji, tako da upamo, da se vse uresniči in da se bo situacija s COVID-om počasi umirila, da bodo stvari lahko počasi začele teči po pravih tirnicah. Tudi jaz upam. Žiga, najlepša hvala, da si bil naš gost. Želim ti vso srečo pri športu in pri glasbi. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost. Hvala.